Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente, recepte za uspeh. Današnji podcast je nadaljevanje prejšnjih treh. Kaj so glavni nauki naših Beyond Leaderjev v letu 2021, četrti del? Sprehodili se bomo skozi glavne zaključne misli naših skrbno izbranih Beyond Leaderjev. Te nauke pa si skrbno zapišite in jih poslušajte, saj so nam lahko veliko pomoč v poslovnem kot tudi osebnem svetu. Pa poslušajmo zaključne nauke naših izjemnih Beyond Leaderjev. Ana Veselič, direktorica Kalček d.o.o. To, kot sem rekla, vse se zgodi z razlogom, ne se ustrašiti, če je kdaj slabo ali pa če je dober. Rastemo, delamo, bojte ponosni na sebe. Zdaj zmagaš res takrat, ko si srečen, ko si zadovoljen, pa ne glede na to, ali imaš, milijone na računu, ali imaš res, pod sabo koliko ljudi. Važno je na koncu, da pri uresničevanju svojih sanj, svojega izpiljanja svojih talentov, da si ti srečen. In tega ti noben ne more vzeti. In to je res, smejte se radi, bodite ponosni na svoje uspehe. Jaz sem ponosna, vsak dan bolj se sprobam ceniti, tako da če vztrajaš, če se trudiš, če si nažalost imaš en kanček sreče, ki včasih ga ni, ga ne vidiš, ampak bo prišel, če ni zdaj, bo čez 2 dni, 1 teden in boš prišel do svojega cilja. Jaz sem vztrajala, sem se trudila od vsega začetka, ker sem v podjetju in čez 7 let mi je uspelo pri svojih letih, ker sem zelo ponosna, priti do direktorskega položaja in res to je vztrajnost, trud in da verjameš sam vase, pa si pa ponosen, srečen, zadovoljen. Andraž Gaves, ustanovitelj in direktor Moja čokolada d.o.o. Ok, to so vedno ta nehvaležna vprašanja. Meni se zdi, da je ključno, težko je govoriti na splošno, jaz to zelo nerad govorim na splošno, ker je zelo težko, ne veš čisto točno komu to govoriš, v kateri fazi je in tako naprej. Ampak recimo, če bi mogel ene, dve zadevi, ki bi za na konc. Ena je ta, da vsako stvar jaz vedno probam pogledati iz vidika pozitive oziroma dobrega. Ne glede na to, kaj se zgodi, se probam preleviti v to, da je to za nekaj dobro, kot neka izkušnja, kot neko karkoli, zakaj bi to lahko bilo dobro in potem gledam iz vidika, da to, karkoli se je zgodilo, da to je dobro in se sprašujem, zakaj je to dobro. Malo se odmaknem iz tega, da je objektivno in pogledam samo pluse in probam odmisliti minuse. To je ena stvar. Druga stvar je pa ta, da se mogoče osebno, jaz bi mogoče malo bolj priporočal, da se včasih, zdaj spet odvisno kdo, ker težko je govoriti na splošno, ampak mislim, da večina ljudi je bolj usmerjena k ciljem in ne toliko na pot oziroma na experience in da smo premalo pozorni na posamezne trenutke. Na dan, na trenutek, na trenutek v dnevu in da smo samo hvaležni za to, kar imamo in kar se je zgodilo. Tako da, jaz probam to velikokrat v dnevu ozavestiti, prav tako momentarno, zelo, ko poslušam podcast, si dam dol slušalke in sam za 2 sekundi vdih, izdih, pogledam, vse je ok, dam nazaj. Tako da, mogoče en tak. To je recimo nek ta nov stres, recimo, kar me navdaja z optimizmom. Daniela Bervar-Kotolenko, podjetnica, mentorica, cenjena predavateljica, poslovna trenerka, avtorica, investitorka, ustanoviteljica 4 podjetij ter ustanoviteljica edutrain.me. Vedno rada, tudi ko sem poslušala recimo razne zdaj videobloge pa podcaste in tako naprej, tudi poslušala sem tega
rečemo temu malo bolj svežega, ne, od izologin in tako naprej. Se mi zdi, da vsi, ki smo povabljeni, ne, kot gosti in da nekaj povemo, se mi zdi ključno, da nekaj damo poslušalcem, ne, ker to vseeno ni zdaj to napihovanje naših nekih zgodb o uspehu, ampak je to, kaj lahko pa jaz res dam nekomu, kaj se lahko nekdo mogoče od mene kaj nauči. Ne? In recimo, ena taka zelo pomembna je, da vedno na sebe znaš pogledati tudi iz druge ali pa iz tretje perspektive. Imenujmo to, kakor hočemo. In kadarkoli sediš za mizo, mogoče kdo prav v tem trenutku sedi, pa ga čaka zdaj en težek sestank ali pa neka težka situacija in tako naprej. Kadarkoli sediš za mizo, obupuješ, ti nekaj ni v redu, si poskušaš zamišljati, da je v tvoji sobi za tabo en tak nek balkon. In da ti greš na ta balkon, kot neka, ne vem, Daniela 1 sedi za mizo in obupuje, ne, Daniela 2 pa gre na balkon in z balkona na sebe dol gledaš in si rečeš, joj, Daniela, ne, in recimo, da tista oseba na balkonu, da je že videla v prihodnost mal, ne, da je videla, kaj se je čez en teden že zgodilo, ne, ampak ne sme povedati. In pol tista, ne, Daniela na balkonu, Danieli 1 dol gleda in si reče, joj, lejo Bogu revo, kako se zdaj neki sekira, kad ona vedela, da čez en teden bo to tako banalno, da se bo temu smejala, ne, lej ona pa tle obupuje, pa se žre, kad bi vedela, da že jutr bo to, ne vem, se čist drugače odvilo, kot zdaj ona misli in tako naprej, ne. In da tista oseba, ne, kot ti, kot, ne vem, Daniela 2 na balkonu, da sam sebi postaneš mal prijatelj, ne pa uničevalec, ker tvoja prijateljica tebi nikoli ne bi rekla, joj, Daniela, daj še majčken se pojoki, no, daj kar še mal obupuj, daj polka vštečno, pejče do moža, pa se še z njim skregaj, no, kar še mal daj, pa naj bo še on tečen, pa bojo še otroci nagajali, ne reče ti tega prijateljica. Prijateljica ti reče, lej, ok, zber se skup, ne, kaj lahko ti zdaj narediš, a lahko kaj, daj poskuši razmišljati, kaj pa bo lahko boljš, kaj bo pa lahko dober zdaj iz tega, ok, potega nekaj pozitivnega, ne, zdaj ven, ne, to bi ti prijateljica svetovala, ne. In če postaneš iz te druge perspektive, sam sebi dober prijatelj, veliko lepše voziš skozi življenje. In pol tista, ne, Daniela 1, ki obupuje za mizo, reče, sam res, dej, come on, ne moram zdaj to tako nekaj akcija. Dejmo se zdaj pa v roke vzeti, dejmo razmisliti, pozitivni mindset, ok, kaj lahko naredim. Ne? In to mislim, da je en tak, ta druga perspektiva, ne? Sam sebi biti prijatelj. To so meni bili taki pomembni premiki v življenju. In potem se res nehaš sekirati, nehaš se uničevati. Marsikdaj ti to tudi lahko kakšne anksioznosti, depresije prepreči, ne, tak pogled. Nina Dremelj, predsednica Poslovnih angelov Slovenije, predavateljica, investitorka, mentorica, believerka, poslovna angelina in strastna podjetnica. Jaz bi rekel, da problemov niso samo rešitve. Evo, zelo kratko in da na to. Jelica Lazarević-Jalovic, direktorica za kadre v podjetju Oryx Gaming. Osebno verjamem, da lahko res vse izboljšujemo. Verjamem, da je okoli nas veliko odpadkov in da sami ustvarjamo veliko odpadkov, ki jih lahko tudi odstranimo. Tako da izboljšave niso neke inovacije, ampak vse, kar počnemo, vsak dan lahko nekaj izboljšamo. In verjamem, da te majhne izboljšave, male zmage in verjamem, da lahko na tem res vsak zelo veliko naredi. Nate Spalir, Chief Experience Officer, Treton 37, vizionar in podjetnik. Yeah, if I would have to choose one, is make sure that you're selfless when it comes to people. When you're building people, try to build better people than yourself. Try to build people that are better in everything that you do than you are. It's about building that next generation. It's about understanding where that generation or that individual is coming from. Each one is different than the previous one or the one next to them. I think that what's important and what will be even more important going forward is our ability as leaders to be able to recognize that those differences and also understand the generational
movement that has happened in the last, let's say, 2 generations. So ruling with the firm hand and having every answer as, oh, I used to be in the army at that age, or, and just disqualifying everything a person says and basically murdering their character or their reasoning, that is something that I think has to die in this society. There's no room for that in modern organizations. But I wish that there will be more leaders practicing empathy, understanding, servant leadership, making sure that you are there for them. They are not there for you or for your ego. They're not there for you to call them my employees or my people. I mean, they're your team. Absolutely. Stand up for your team. Take the fault if they mess up. Sometimes they'll learn. They'll be better. And, always pass on. Always pass on the praise. Make sure that you identify situations where they need to be picked up. And identify the situations where you also need to let them expand. Sometimes the most difficult thing when it comes to leadership or when it comes to movement is also enabling them to move on. Absolutely. Don't get too stuck on, we've invested this much into you and this is how you repay us. That's something that it's not a valid argument. Celebrate that a person has taken this stepping stone and actually progressed through your culture, through your mentorship, through your presence into a better future for themselves. And maybe you don't see it as a better future for them at that point, but it's important about how they feel, what they need. And if you work with that properly, and if you work with that in a right, understanding way, there's a higher chance that in the future you're going to have an opportunity to work with that same person or actually learn from that person, because they're going to be so much better by another experience more. So. Medeja Lončar, direktorica Siemens Ljubljana, Hrvaška in Srbija. Zdaj bom povedala en štos, ki ga kdaj povem mojim kolegom. Sem imela enega mentorja svojega, ki sva se prej pogovarjala o mentorjih, in on mi je enkrat rekel, zapomni si nekaj, vsi kuhajo z vodo. In jaz sem ga takrat gledala, smisel, kaj pa zdaj on meni govori. Za vsak, ki sem v kakšni situaciji, taki se spomnim, tole mi je on takrat rekel, to je to. Vsi kuhajo z vodo, torej ni treba biti idealen, take a step in tudi, če vidiš nekoga, ki izgleda navzven, ne vem kako, da ne vem, kaj vse ve več kot ti, da je ne vem koliko bolj uspešen kot ti, tudi on kuha z vodo. Tako da to je moj nasvet, da imeti to vedno v zavesti in biti samozavestni in iti naprej. Miha Culiberg, soustanovitelj in CEO Lab4Pay d.o.o., soustanovitelj in CEO Minicity, dolgoletni menedžer, zadnjih nekaj let pa inovator, podjetnik in oče 5 otrok. Imejte otroke, jaz jih imam 5, pa če bi se dolg časa nazaj vprašal, sploh mi otroki, bi rekel, da nisem niti siguren, ampak moram reči, da jih z vsakim letom bolj cenim in da so tudi tako super ogledalo, tako da tudi v poslovnem svetu v bistvu pomaga, ker ti nastavijo špego tam in to zelo iskreno. Ne bodite zavistni, to bi tudi dal kot eno svojo osebno kvaliteto. Zelo redko sem zavisten, nikoli ne rekel, leko on ima, odkje ima to, kaj to. Tako da na ljudi gledam zelo kot na posameznik, ne glede na to, kaj imajo, se pravi zavist pri meni skoraj da ne obstaja in pa tudi sem gotovo, da vsak nosi svoj križ. Tako da ta zavist je brez veze, zato ker nikoli ne vidimo točno, kaj je v zadnji. Pa skočite kdaj na glavo. Jaz sem sicer še kar previden. Jaz mislim zase, da sem previden. Zdaj, kakšni drugi okrog verjetno mislijo, da sem zelo, ker so žena precej živahna, da so kar malo zaletava, ampak niso. Skočite kdaj na glavo, ampak se malo preverite globino, ne kar naslepo skakati. To je pa mogoče moje 3 nauki, katerih se jaz držim. Anita Stojčovska, glavna izvršna direktorica SKB banke.
nauk je, mislim, zelo enostaven. A ne? Ključno je v poslovnem in tudi privatnem življenju. A ne? Spoštovanje en do drugega, zaupanje, delati tisto, kar delaš v življenju z ljubeznijo in strastjo, in seveda spoštovati različnost, drugačnost in imeti pogum. To se mi zdi, da je ključno v vseh zgodbah, tako v privatnem življenju kot v poslovnem. Borut Markel, ustanovitelj in CEO ehrana.si. Ja, tukaj se mi zdi, da se z dostimi podjetniki v bistvu ponavljamo, ampak vseeno se mi zdi vredno še ponavljati. No. Pač, čim hitreje pač probati nekaj na svoje, če te sploh podjetnično veseli, ne? Takrat to spoznaš, pa zakaj je pa dobro res, tako kot smo mi štartali sred faksa, ne? Nimaš nobene odgovornosti, najbrž živiš pri starših, nimaš otrok, niti treba skrbeti za stare starše. Tako, v bistvu se mi zdi, da je win-win. Pač tukaj tudi, če ti ne uspe, boš se sigurno nekaj naučil, pa nothing will happen, pač sam ne bo ti uspela, ne, recimo, ampak ni, še ta neuspeh je v bistvu uspeh. Tako da čim hitrej v bistvu začneš, več imaš časa, da popraviš te napake na poti. No. Ja, pa ta se mi zdi tak za mlade, drugače se mi zdi pa za tako founderje, pa CEO se mi zdi pa dosti pomemben tudi to, kar sem prej rekel, no, know enough about a lot. Pač da se znaš pogovarjati z developerji, da se znaš pogovarjati z marketingom, delkom, salesom, pa da razumeš, no, kaj te ljudje v zadju delajo, ne samo da spremljaš neke KPI-je, pa pol govoriš, zakaj je to zdaj -10%, pa nimaš dobrega razumevanja, kaj se sploh da, pa kaj se ne da. Marko Hozjan, direktor podjetja Taya Translations Ltd. Pravzaprav bi bile dve, ki sem jih že omenil. Če bi mogel nekomu reči, kaj je glavna formula za uspeh v podjetju, v življenju, je z eno besedo ravnotežje. Kar pomeni, da ti lahko greš na eno stran, se zelo nagneš, pa na drugo stran, kot pri vožnji s kolesom. In to se dostikrat dogaja. Marsikateri uspešen človek ali pa športnik pride na mejo obsesije. To pomeni, da ti, ampak potem, če se ti ne vrneš nazaj v ravnotežje, boš padel in si konec. To pomeni, da definitivno, da ugotoviš, kaj je za te ravnotežje, pa ga vzdržuješ. In kot drugo to, da se ne slepiš, da hedonizem ne daje nobene resne dodane vrednosti in da te ne bo osrečil. Kar pomeni, da osrečilo te bo delo, ugotovi, kaj je to za tebe, kaj je to delo, ki te osrečuje in ga deli. Če tega ne delaš, seveda nehaj to delati in delaj nekaj drugega. Jure Knehtel, ustanovitelj in CEO podjetja Whiskel. Eno je po moje, da za tiste, ki začenjate, pač da ni pomemben, koliko si star, ki začenjaš. Pa če sem videl tako podjetniki, ki so stari 18-19 let, ki so bili wow, ki so dejansko osebe, ki so drugi, ki so bili stari podjetniki, ki so v biznisu 30 let, so se tepali za njih, pač kdo bo dejansko z njimi delal noter, tako da ni toliko pomembno dejansko, koliko si star, ampak kaj dejansko lahko ustvariš pa za tisto osebo, s katero delaš. Pol je ta druga stvar, je, da ne, pa mogoče malo negativna, ampak zdi se, da je vse lekcija, ful dobro. Pač, ko vstopaš običajno v eno zgodbo, pač vidiš the shiny things, ne. Pač realno je pa tako, da 95% časa gasiš požare, plavaš pod reku noter, skačeš iz enega problema na drugega noter. In pač je, in jaz mislim, da tista stvar, v katero greš, da moraš res verjeti dolgoročno vanjo. In da tisne, in da chasaš, in denara, pa kaj, pa to lifestyle, mogoče tudi, da chasaš lifestyle, pa da lahko delaš 1 uro na dan, pač hvala Bogu, tudi za te itak je prostor noter. Ta tretja stvar, ki se mi zdi pa, da bi bila mogoče tudi lahko ful dobra zaključna misel, je, da skozi probite delati na temu, da upgradate ljudi, ki so okoli vas. Se pravi, znotraj podjetja, kakšni so vodje noter. Ne rabite jih zdaj menjati skozi, ampak da se upgradajo. Se pravi, da to je tisti ljudje, ki postavljajo standard, tudi tisti, ki jih imate v networku, a ne noter. Da pač skozi nekako tisto stvar, ki chasaš noter, da probaš taki ljudi sedeti noter. Pa ne vas biti strah, pač probavite.
ful je failo, jaz imam ful med sabo, pač sam ne bi bilo vseh teh številk, ki smo jih naredili skupaj, ne bi bilo, če ne bi bilo vseh teh failov zraven. In tudi stvar, ki se mi zdi ful pomembna je, da takrat, ko failate, pač razmislite, zakaj ste failali. Ne tako ostati pa iti na naslednjo stvar. Pač vzemite si sam cajt, da razmišljaš, zakaj si failal. To se mi zdi, da je ful pomembno in meni to v preteklosti, če bi vedel to, se mi zdi, da bi mi ful pomagal. Da ne bi šel samo, ok, to ni, gremo naslednjo, ampak da razmišljaš, zakaj se to zgodilo. Ivo Grlica, LLM, ustanovitelj in direktor odvetniške družbe Grlica Law. Ja, zdaj nauko je lahko več, no. Mogoče bi samo enega. Ali pa enega, ja. Za zaključek, no. Tako, no. Ja, o tem dostikrat razmišljam, no. Zdi se mi res pomembno ohranjati tem svetu, ki skozi so neke motnje, neki šumi, ne. Veliko je tudi možnosti, ne. Vsaj se kar težko odločiti ali usmeriti, ne, kar vse, ne. Tudi opažam mogoče pri mlajših generacijah, ne, da bi bili na več mestih naenkrat radi bili, ne. Mogoče se tudi mentaliteta malo spreminja, TikTok generacija, ne, pa nekih želje po hitrih zaslužkih, ne. Ampak dejansko tukaj bi mogoče ponovil nek nasvet, ki sem ga slišal od svojega bivšega šefa, ne, v življenju enostavno ni bližnjic, ne. Včasih treba prehoditi določeno pot, ne, in tudi v celoti, ne. Tako da bi to svetoval, mogoče kakšnim mlajšim kolegom, kot pa tvojim poslušalcem, ne, naj držijo fokus, naj bodo vztrajni, ne, ker to vas bo potem pripeljalo do nekih rezultatov, ne, tako kot v tisti basni o zajcu pa želvi, ne, želva na koncu vedno zmaga, ne, tudi če gre malo počasneje. Boško Praštalo, strokovnjak za mreženje in osebno prodajo ter lastnik licence Superbrands Slovenija. Prva stvar je tako, da v podjetništvu, če gledamo zdaj podjetništvo, ker je pač ne, se veliko pogovarjamo o temu, je bolje tako rekel, smiselno je več časa, energije posvetiti temu, da gradimo odnose, in ne zgolj posla. To je meni tako zelo pomembno. Zelo veliko smo preveč v biznisu, premalo v temu, da pač imamo pravi ljudi okoli sebe. To je ena stvar. Torej, dajmo več graditi odnose, pač pa nam rekel malo manj, ampak ja, malo manj posla. Pol je pa tako, ne, kar sem jaz ugotovil, ne, da imamo premalo časa, da bi ga trošil napačne ljudi. Torej, če ugotovimo, da imamo pijavke okoli sebe, ki nas ne bogatijo, pa nas konstantno vlečejo, to ne pomeni, če ima nekdo problem, prisluham, pomagi, ampak če se nekdo živi včeraj, pa konstantno isti problemi, pa naredi koraka naprej, pa pač ne rabiš tako človekom. Jaz se bojim tako, ne bojim, ampak ne želim imeti ljudi okoli sebe, ki jamrajo, da nič ni možno narediti. Ki je vse težko, pa kriza, pa ni služb, pa ni izzivov, pa tako mislim, takih ne maram, pa ne maram ljudi, ki dejansko rečejo, veš, Mark, to je tako, ne easy, veš, 2 klika, 3 to, 2 milijona, to je 20,000 krat 3, to je 600 jurjev, to te 300, meni 200, tako, ki mi začnejo pri 5 minutah o milijonih govoriti, no, takih ljudi ne maram okoli sebe. Torej, v glavnem, premalo časa, energije, da imamo pač napačne ljudi okoli sebe. Torej, treba pač nekako biti politično korekten, malo manj fokus jim dati, ne. Pa kakor sem rekel, mi se moramo po mojem zavedati, da veš, če smo v podjetništvu poslu, lahko zelo veliko stvari najamemo, lahko outsourcamo, lahko kupimo, ne, razen mreženja. In kle gre lahko in vodenja. Mi dejansko to ne moramo noben delati namesto nas, no. Tako da to je ena taka stvar, da pač bodimo čim bolj autentični, dejansko pa dajmo kreirati tam nasmehe, ne, ker čisto vsak uspešen vodja, ne, ki je tako, ti bo naredil vse za to, da je njegova ekipa zadovoljna. Ne. Zdaj je pa še ena stvar, ne. Če pa jaz dam svojo energijo napačni osebi, če zaposlim napačno osebo, sem si jaz sam kriv. Ne. Torej, malo več kot 3 na svetu so bili, ampak ne, meni je to tako, dejansko bottom line, cela rdeča nit, cela zgodba bo človek. To je to. Niko Slavnič, MBA predavatelj, član uprave Hightech Group in Chief Growth Officer, serijski podjetnik, poslovni angel in kreativna duša odprta za nove izzive.
Ena od domačih nalog, ki jo dam svojim študentom, pa jo lahko prenesem tudi na poslušalce. Ne rabi iti na predavanje, čeprav z veseljem vam bom postregel z nekaj znanji, ampak bom delil s poslušalci, je v bistvu zakaj in zakaj ne. Sta dve strani istega kovanca. Vendar marsikdaj si sprašujemo, zakaj. In zaradi tega določene stvari ne storimo. Dostikrat je pa potrebna samo mogoče brca urit ali pa neko preseganje strahov, pretiranih vprašanj in mogoče domača naloga, ki jo dam študentom, je, da se vprašajo vsaj en mesec, takrat, ko si rečejo zakaj, ne si rečejo zakaj ne. In se zna zgoditi, da se te stvari povsem drugače odpletejo, ko si povsem podobno vprašanje, samo z druge strani kovanca postavljamo. In zato je v bistvu vodilo tudi za poslušalce, da se večkrat vprašajo, zakaj ne, kot zakaj. To je eno od ključnih domača naloga za poslušalce. Top, super. Je pa na mojih v bistvu profilih tudi dostikrat napisan, da make your ideas fly, pomagajte svojim idejam, da vzletijo. Ena nikoli ne bo dovolj, potrebno je te ideje kreirati, potrebno jim je pomagati, potrebno je včasih završiti. V mojem predalu je ostalo veliko idej, želja, bom rekel, celi bloki tega, kaj bi bilo super. Ampak te ideje dostikrat pri meni čakajo potem ljudi, ki so good fit, se pravi, ki so sposobni voditi take projekte ali pa ki bi šli v partnerstvo. In če pač ne najdem ljudi za take ideje, se potem tudi dostikrat ne uresničijo. Namreč sami ne moremo vsega, tudi če smo odličen lider, če nimamo koga voditi, je premalo uspeha. Uspeh lahko gradimo izključno z ljudmi. Robi Pritržnik, ustanovitelj in direktor mlade digitalne agencije Forage Labs. To eno isto podobno vprašanje sem že enkrat dobil, pa sem tako prav razmišljal, kaj je ena taka stvar, ki pač lahko paše za vse te stvari, ampak jaz bi rekel, da pač vsi moramo biti v prvi fazi ljudje, karkoli delaš. Se pravi, pač bod človek, razum tistega, s komu delaš, ker pa deli dobro, ker pač z dobrim se dobro vrača in če boš v bistvu pač te stvari počel, pol mislim, da ni nekih ovir, da ne bi pač kakorkoli uspel. Spremljate nas na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. Imamo pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.